Dober dan, lepo vas je videti v moji domači Tuhinjski dolini. Končno! Priznam, da sem ponosen, da smo se zbrali prav v Tuhinjski dolini. V termah Snovik, ki na nek način nosijo identično sporočilo in pa zgodbo Nove Slovenije. Zakaj? Na tem mestu je bilo pred 30 leti praktično nič. Lepi, urejeni travniki. Je pa v teh koncih že dolgo časa se govorilo o lepi, zdravilni vodi. In v 90 letih so se v naših krajih našli ljudje, ki so imeli vizijo, ki so imeli željo, kako iz teh lepih travnikov ustvariti te izjemne terme, te izjemne najviše ležeče terme, ki imajo zdravilno vodo. Spomnim se tistih 90 let, ko so se jim posmehovali, ko so jih spraševali, češ, kdo pa bo hodil v terme v Tuhinjsko dolino. Zgodba se je zdela resnično neverjetna. Poglejte, kaj imamo danes. Danes veliko ljudi živi v term Snovik. In kje je tukaj usporednica z Novo Slovenijo? V preteklih letih se nam je marsikdo posmehoval, češ, kaj pa bo ta Nova Slovenija? Kaj pa sploh znajo, kaj pa sploh zmorejo? Ampak poglejte nas danes, poglejte danes, kaj je storila Nova Slovenija. Zaradi našega dela številni Slovenke in Slovenci danes živijo bolje in to dokazano bolje. Usporednica je zgovorna, da tam, kjer je upanje, tam, kjer je želja, tam se stvari tudi uresničijo. In v Novi Sloveniji je zbrano veliko energije, veliko moči, da delamo še naprej dobro za Slovenijo. Seveda pa je to, da smo danes zbrani v moji rodni Tuhinjski dolini, tudi lepa priložnost, da se zahvalim mojim ministrskim kolegom, ki so v preteklih 2 letih pomagali, da smo lahko v občino Kamnik, ki ima danes najboljšega župana Mateja Slaparja, uspeli pripeljati 12 milijonov evrov. Mi gremo od besed k dejanjem. Vsi, ki se peljete skozi Tuhinjsko dolino ali pa čez občino Kamnik, lahko uprejemljivo vidite vseh 5 milijonov evrov, ki jih je minister Jernej Vrtovec investiral v naše ceste. V Kamniku se dograjuje dom starejših občanov, za katerega smo zagotovili 3 milijone 600. Gradi se tudi šola, kjer je država zagotovila 2 milijona 300, pa prenavlja se dom kulture, policija, ne bom našteval naprej. Vam pa povem eno, da v Novi Sloveniji smo drugačni kot naši predhodniki. Naj samo za primer znane kamniške fantomske šole rečem, za katero je bilo namenjenih 1,5 milijona, pa jo ni. No, končno smo dobili župana Slaparja, ki pa zdaj to šolo gradi. Poleg term Snovik, prelepe Tuhinjske doline, Kamniško-Savinjskih Alp, Velike planine, Volčjega potoka in vsega ostalega, smo v kamniških koncih znani tudi po še kakšnih ljudeh, ki so v preteklosti metali puško v koruzo. Hvala Bogu smo to puško iz koruze pobrali, jo prijeli v roke in se borili za Slovenijo. In danes je tukaj zbrana najučinkovitejša ministrska ekipa Nove Slovenije. Če omenim
Če omenim zgolj našega ministra Vrtovca, ki je namenil 1 milijardo evrov za investicije, gradijo se železnice, gradijo se ceste, treba ga je pohvaliti tudi zato, da je vzel pot pod noge, šel v arabski svet, šel na različne konce Evrope, da se dogovarja zato, da bo Slovenija lahko nadomestila ruski plin z drugimi plini. Jernej, hvala. Minister Janez Cigler Kralj, veste, kaj se je prej dogajalo na njegovem ministrstvu? Njegovi predhodniki so zapravili, poslušajte zdaj to, 70 milijonov evrov za študije. Zgradili niso niti enega domova za starejše. Janez ima danes odprtih 125 investicij po celi Sloveniji. Minister Mark Boris Andrijanič, navihan fant, bi rekel, ki zna to čudo tehnologije, digitalizacijo približati vsem. Zato, drage upokojenke in upokojenci, zaradi njegovih vavčerjev vas bodo mladi lahko z lahkoto naučili digitalizacije. Minister Podgoršek, kmetijstvo je kar naenkrat v središču slovenske pozornosti, v središču pozornosti jo je postavila tudi vojna v Ukrajini in minister Podgoršek večkrat reče, ne, to, kar se dogaja danes, so sadovi mojih predhodnikov. To, kar bo pa v prihodnosti, bodo pa sadovi mojega dela. Ampak kljub temu ne omenjam 3 stvari. Danes javni zavodi v Sloveniji lahko nabavljajo do 215 tisoč evrov hrane pri slovenskih kmetih. To je najbolj opremljiva podpora slovenskim kmetom. Ampak to še ni vse. To še ni vse. Slovenski kmeti bojo 15. aprila na svoje račune dobili 30 milijonov evrov. Pa tudi to še ni vse. V prihodnjih letih bodo slovenski kmeti za prestrukturiranje dobili 300 milijonov evrov dodatnega denarja. No, seveda, da ne bo kdo živel pod vtisom, da smo za vse zaslužni ministri. Veliko delo so opravili tudi naši poslanci, ki so v parlamentarnih klopeh garali in nas podpirali pri vseh mogočih projektih. Ampak izpostavil bom 2, ki sta za prihodnost Slovenije resnično ključna. Eden je zakon o dohodnini, kjer ste tudi vi, državljanke in državljani, s 25 tisočimi podpisi pomagali, da je danes zakon sprejet in da bomo imeli vsi višje neto plače. Danes imamo kar nekaj rekordov, tudi rekordno zaposlenost. Gospodarstvo išče delavce. Zato izrekam iskrene čestitke za pogum poslanske skupini Nove Slovenije, da je v parlamentarno proceduro vložila več različnih zakonov socialnega področja, kjer je ena ključna poanta, da zdrav, za delo sposoben človek ne dela, ne pa živi od socialne podpore. Dragi zbrani, torej upam, da smo z našimi dejanji dokazali, da imamo učinkovito ekipo, ki zna in zmore delati.
ki zna premikati nemogoče stvari, ki zna premakniti tudi tiste stvari, za katero so nam vsi govorili, da je nemogoče in da se to ne da. Mi smo dokazali, da se dajo premikati stvari naprej, tudi ko gre za tako imenovane nemogoče projekte. In zdaj pozor, eno stvar pozorno prisluhnite. Kaj bomo odločali 24. aprila? S čem se bomo soočili? Na eni strani imate torej učinkovito, energično ekipo z rezultatom. Na drugi strani pa imate politične stranke in ekipo, ki bo naredila kaj? Poslušajte zdaj to. Napovedujejo vam višje davke. Ste slišali? Višje davke vam napovedujejo. Na raznih soočanjih so vsi eden za drugim napovedovali, da bodo spremenili ta zakon o dohodnini, ki nam je vsem prinesel višje plače. Torej, naša ekipa, proti kateri tekmujemo, torej ekipa, ki tekmuje proti nam, prinaša prvič večje davke. Ampak to še ni vse. Napovedujejo višje obdavčitve naših hiš. Hiše, ki ste jih vi z lastnimi rokami gradili, napovedujejo, da vam jih bodo obdavčili. Proti temu smo se najostreje uprli. Zelo zanimivo je poslušati tudi ljudi, ki so imeli toliko povedati za čez ZUJF, da so danes največji branitelji javnih financ in da jih skrbi javno-finančna slika Republike Slovenije. Povem vam, da je javno-finančna slika Republike Slovenije odlična. Nikoli nismo imeli tako dobre bonitetne ocene, nikoli se nismo zadolževali po negativni obrestni meri. Naš javni dolg je pod povprečjem. In te ljudi, veste kaj skrbi? To, da smo 5 milijard evrov razdelili med vas, državljanke in državljane in gospodarstvo, ne pa med banke. Imamo inštitut 8. marec, ki zbira podpise za razveljavitev zakonov, ki jih je sprejela ta vlada. A bežte no, katerih? A tiste, s katerimi smo vam dali razne draginjske dodatke, a tiste, s katerimi ste dobili turistične bone, a tiste, s katerimi smo pomagali gospodarstvu z 10 različnimi protikoronskimi paketi. Glejte, to so številni razlogi, zakaj je 24. aprila potrebno odideti na volitve in tam reči odločen ne vsem tistim, ki nam bodo predvsem jemali. Glejte, 24. aprila bo preprosta odločitev. Na eni strani imate učinkovito ekipo Nove Slovenije, na drugi strani pa imate celo falango strank, ki napoveduje revanšizem, ki napoveduje nacionalizacijo in ki napoveduje višje davke. To lahko preprečite zgolj z odločno podporo Novi Sloveniji. Drage dame in gospodje, prepričan sem, da imamo vse, kar v normalnem zahodnem svetu potrebuješ za zmago. To pa je dober program in energično učinkovito ekipo. Nova Slovenija to ima. In obljubljamo vam, da bomo neizprosni borci za naslednje 4 stvari. Prvič, Nova Slovenija je garant za naš način življenja, da se ohranijo vrednote, na katerih je zrasla Slovenija in tudi slovenstvo. To so stvari, ki jih bo branila Nova Slovenija. Drugič, da krepimo in omogočimo gospodarstvo, da diha s polnimi pljuči.
da ga ne davimo za vrat z visokimi davki, s pretirano birokracijo, da z ukrepi, ki jih sprejema država, predvsem pripomoremo k temu, da vsak slovenski državljan, da vsaka slovenska gospodarska družba lahko v polnosti razvija svoje talente, svoje ideje, s tem prispeva k razcvetu gospodarstva in blaginji Republike Slovenije. Nova Slovenija je garant za uspešno gospodarstvo. Tretjič, to naše javno zdravstvo je žal vsak dan manj dostopno. Vsi se srečujemo s tem, kako težko je priti do zdravnika. Korona kriza je vsekakor pustila svoje posledice. In zato ni rešitev v tem, da delamo iste stvari in pričakujemo drugačne rezultate. Problem slovenskega zdravstva ni v denarju, ampak v sami organiziranosti. Zato bo Nova Slovenija poskrbela, da bomo v Slovenijo končno pripeljali vsem dostopno javno zdravstvo, kjer boste do zdravnika prišli takrat, ko ga potrebujete. In še četrta stvar, ki jo prinaša Nova Slovenija. Nova Slovenija bo v naše konce prinesla več veselja do življenja. Demografska zima je za Slovenijo neizprosna. Stvari, ki se napovedujejo v prihodnosti, niso najbolj optimistične. In zato je potrebno, zato da odpravimo to demografsko zimo, treba delati danes. Treba je podpirati slovenske družine in treba je doseči to, da kdorkoli se odloči za otroke, ne sme biti v slabšem položaju kot tisti, ki jih nima. To je začetek. Spoštovani zbrani, še enkrat, hvala lepa, ker ste prišli v to prelepo Tuhinjsko dolino, tudi v nekoliko bolj zimskem, pravličnem, v lepem, snežnem vremenu. Nekdo je vprašal, a je to normalno, da aprila pada sneg. Tudi to se zgodi, na to nimamo vpliva. Je pa to v simbolnem smislu pomembno sporočilo tudi tistim levim, vročim glavam, ki težko prebavljajo in prenesajo, da oblast v Sloveniji ni dedna in da ni nič hudega, da če odgovorno za vodenje vlade od časa do časa dobi tudi naša stran, ki je učinkovita in ki zna in zmore, ker je to enostavno in preprosto dobro za Slovenijo. Drage prijateljice in prijatelji, do 24. aprila je še dolga pot. Imamo vse pred sabo. Zdaj je čas, da trdo poprimemo za delo, da se vsakdo vpraša, kaj lahko stori za to, da premakne Slovenijo na bolje. Vsakdo naj bo 25. aprila miren, da je storil vse, kar je bilo v njegovi moči, zato da bo naša Nova Slovenija dosegla čim boljši rezultat. Bog vas živi!